Dober dan. Lepo je biti tukaj med vami, se me dobro slišite, tudi brez mikrofona, tudi snema se verjetno, me rabite zaradi snemanja. Okay. Jaz sem bolj kinestetičen tip in rada maham z rokami, tako da vse, kar me takole ovira, mi ni fajn. Tako da boste videli, da bom sem pa tja prekladala roke. Fino mi je, da bom danes govorila o temi, ki me spremlja v bistvu, o moj bog, če povem to številko, bo zelo visoka, ampak že 30 let. Namreč, jaz sem se aktivno začela ukvarjati z raziskovanjem treme in izvajalske anksioznosti pri glasbenikih že tekom svojega študija psihologije. In vam povem nekaj, v tistem času ni bilo niti enega članka napisanega na to temo v slovenščini. Tako da sem jaz rekla, pa kako je to mogoče, saj se jaz s tem vsi srečujejo, pa nič o tem napisanega. Tako da tukaj so bili moji začetki in potem sem se ves čas ukvarjala s tem, predvsem pri glasbenikih, pa tudi pri drugih nastopajočih, kje je tisti ključni razlog, da nekdo, ki je rečemo velik strokovnjak na svojem področju, nekako ne more, ko je treba se izpostaviti pred javnim občinstvom, pokazati tistega, kar zna. In to mi je bilo vedno tako žal teh ljudi, ki sem rekla, joj, zakaj se tukaj nekaj ne naredi? Dajmo pomagati tem posameznikom, da bojo lahko svoje potenciale izkoristili. Tako da veliko mojih današnjih primerov bo vezanih na področje glasbe, kar pa ni nič slabega, zaradi tega, ker veste, pri glasbenikih so takšne strategije, ki so za najtežje kategorije, bom jaz temu rekla, zato ker nastopanje v okviru glasbenega nastopanja je izjemno zahtevno, zato ker zahteva veliko veščin od posameznika. Tako da na koncu boste rekli še dobro, samo da nisem glasbenika, ker vse druge oblike so precej bolj enostavne. Vsak od vas, upam, da bo odnesel z tega predavanja, pa tudi z delavničnega dela, ker jaz pravim predavanja brez tega, da nekaj preizkusimo, boljš da ni, a ne? Tako da bomo kar začeli s tem. In moje vprašanje je, kdo od vas z veseljem nastopa? Roko gor tisti, ki radi nastopate. Ja, saj na pol, da bomo imeli vsaj še koga, no. Zas Marička, malo nas je. In to je običajna situacija. Velika večina ljudi ne mara javno nastopati, ne mara se izpostavljati in, a veste, redki smo tisti, ki smo takšni, jaz že, ko sem bila majhna punčka, veste, kaj sem delala? Jaz sem pač v glasbeni družini zrasla, a ne? In meni je bilo normalno, da se nastopa. Jaz sem gledala očije kot dirigenta, kot izvajalca na različnih inštrumentih in meni je bilo to domače, a ne? In kaj sem jaz delala? Pri stari mami sem tako pred okno eno tako klopco postavila in sem imela potem čez okno nastop, a ne? No, z psihološkega vidika me lahko karakterizirate na različne načine. Ampak jaz sem res od majhnega rada nastopala, ker je bilo to del okolja, v katerem sem se nahajala. Ampak velika večina ljudi pa ne mara se javno izpostavljati in nastopati. In zdaj, če jaz rečem, katere asociacije vam pa pridejo na pamet, rečemo pa bom dala živalske asociacije. Spomnite se eno žival, pa bom kar vas malo izpostavljala, da vam zdvišam nivo vznemirjanja pred nastopanjem. Katera žival vam pade na pamet v povezavi z vami in nastopanjem? Pa bom kar tukaj v prvi vrsti, Lara, ti, če te rečem eno žival, ki te pade na pamet ob misli v zvezi z nastopanjem. Miška. Ok, druga vrsta tukaj, ki se mi hoče z očesnim kontaktom izogniti, kaj bi rekel? Prva stvar, ne preveč razmišljati. Prva žival, ki pade na pamet ob nastopanju. Ok, pripravljalne plese. Ok, Tinkara, kaj bi ti rekla?
Lev, dobro je tukajle. Miš, tamle vzadej v zelenem. Če je to zelena ali modra. Mačka. Gospod, lahko še vas vprašam tamle? Dobro je to, sploh ni slabo, tukajle. Ja? Lenivec. Naše predstave o nastopanju so zelo raznolike, ampak velika večina ljudi, če jih vprašamo v zvezi z nastopanjem, gre bodisi v eno smer, bodisi v to smer, da si predstavljajo kot eno mogočno žival, ki zarjove, ali pa v drugo smer kot neka miška, ki bi se najraje skrila nekam v ozadje. No, pa poglejmo, kam nas ta strah pred nastopanjem lahko pripelje. Mi običajno razmišljamo samo o slabih lastnostih tega vznemirjenja, ki se dogaja v našem telesu, preden gremo mi na oder, preden se javno izpostavimo. Ko smo se ukvarjali s terminologijo o tem, kaj je bolj primerno, kako je bolj primerno naslavljati občutje, ki se pojavlja v nas, ko stopimo na oder, smo ugotovili, da v bistvu ni najboljše, da govorimo bodisi o tremi, bodisi o strahu, bodisi o anksioznosti ali fobiji. Zakaj mislite, da če uporabljamo te besede, da to ni najboljše? Bo mašina odgovorila, če ne boste vi. Kaj je skupno vsem tem besedam? Strah, anksioznost, fobija, trema? Kaj? Negativno je, tako je. Vse te označbe, vsa ta čustva nosijo v sebi nekaj negativnega. Ampak dejansko tisto, kar se pa dogaja v nas, ko pridemo mi na oder, je pa povečano vznemirjenje. Tako da je raziskovalka Brooksova, ki se je veliko ukvarjala s preučevanjem nastopanja, opozorila na to, da je primerneje govoriti o prednastopnem vznemirjenju. Prednastopno vznemirjenje, torej neko povečano fiziološko vzburjenje v našem telesu, lahko pa mi zapeljemo bodisi bolj v pozitivno smer, bodisi bolj v negativno smer, ampak občutenje je pa enako. In jaz se še vedno spomnim, kar nekaj časa nazaj, ko sem se vozila na letališče po svojega ljubega in se vozim v avto in ugotavljam, meni pa srce tako pospešeno bije, jaz imam pa kar potne roke, kar napeto telo je. In sem rekla, ja, saj to so pa čist enaki simptomi, ki se pojavljajo tudi takrat, preden stopimo na oder. In to je to vznemirjenje, ki ga postavljamo v ospredje našega doživljanja. In to vznemirjenje lahko mi seveda zapeljemo v plus, in tisto, kar je plus pri povečanem fiziološkem vzburjenju, je to, da smo mi bolj budni, kar pomeni, da je naša pozornost bolj osrediščena, pomeni to, da je boljši spominski priklic lahko posledično, pomeni tudi to, da je naše nastopanje čustveno bolj angažirano in bolj v zanosu. In na te pozitivne vidike mi pogostokrat kar pozabimo. Seveda pa imamo tudi negativne vidike tega, ki jih vsi prav dobro poznamo. In te vidike potem umestimo v 3 večje sklope, v telesne, čustvene in miselne simptome, katere vse skušamo nekako obvladati. Torej, ko govorimo o strahu pred javnim nastopanjem, nikoli ne smemo pozabiti, da to vznemirjenje, ki nas spremlja, preden stopimo na oder, lahko izkoristimo sebi v prid. Seveda, če imamo strategije, kako lahko to obvladamo. Pogostokrat dam eno prispodobo, ki dobro povzema to, kakšno je tisto prava stopnja vzburjenja, preden gremo na oder. In ta prispodoba je prispodoba žarencu. Kaj se zgodi,
če električne napetosti ni dovolj z žarnico? Tako, ne gori. Kaj pa, če je te napetosti preveč? Tako je poražene, a ne? In kaj nam to pove? Če želimo mi resnično žareti pri svojem nastopu, pomeni, da moramo imeti ravno pravšno stopnjo vzburjenja, a ne? Ne preveč, ne premalo. Ampak pri tem ne gre stvar tako enostavno, zaradi tega, ker je to odvisno tudi od našega temperamenta, pa od naše osebnostne strukture in izkušenj. Namreč, nekateri, a ne, rabimo precej manj vzburjenja, da bomo že zažareli. Drugi potrebujejo tega precej več. Zato rečemo v športni psihologiji govorijo o individualni coni optimalnega nastopanja, ki je različna pri vseh posameznikih, a ne. Kot sem rekla, nekateri potrebujejo več tega vzburjenja, drugi za optimalen nastop, za to, da zažarijo, potrebujejo manj tega vzburjenja. In kot sem že prej rekla, več različnih psiholoških fenomenov se pojavlja v skladu z nastopanjem, v skladu s tem vznemirjenjem, preden gremo in se javno izpostavimo. Če imamo mi nekaj konkretnega, neko realno čustveno reakcijo na zaznano konkretno nevarnost, govorimo o strahu. Zato, če greste gledati literaturo, se v zvezi z javnim govorom pogostokrat govori o strahu pred javnim nastopanjem. Rečemo, na področju glasbe se redko uporablja samo ta termin strahu, temveč večkrat termin anksioznosti. Zaradi tega, ker pri anksioznosti je toliko različnih strahov prepletenih med sabo, da ne moramo s prstom pokazati, mene je strah točno tega, a ne? Temveč je več različnih stvari, več različnih strahov, ki se prepletajo med sabo v en konglomerat tesnobnosti, ki pripravlja nekoga, preden gre na oder. In če govorimo o anksioznosti, imamo tukaj tudi dve možnosti, a ne? Eno je anksioznost kot poteza, to pomeni, da je posameznik že po svoji osebnostni strukturi bolj naravnan k temu, da doživlja simptome anksioznosti, a ne? Druga skupina je pa situacijska anksioznost. Situacijska anksioznost je pa vezana na konkretne situacije, ki trigirajo to, da se mi počutimo tesnobni, a ne? In rečemo, če govorimo v kontekstu nastopanja, javnega nastopanja, pogosteje rečemo, da gre za specifično anksioznost, ki je vezana na določeno stanje. Seveda pa anksioznost kot poteza vpliva na to, ali bomo mi situacijsko bolj anksiozni ali manj anksiozni. Zdaj, v tistem v najslabši varianti pridemo pa do fobije. To je pa bolezensko poudarjen, podzavestno zasidran in na videz iracionalen strah pred točno določenimi pojavi. In tukaj rečemo, če govorimo o javnem nastopanju, potem govorimo o glosofobiji, strah pred javnim govorom običajno, a ne? Tako da vsi te trije termini so prisotni, kadar mi naslavljamo javno nastopanje in naša občutja pred njim. Tako da odvisno je od literature, ki jo boste brali, in od področja, ki ga obravnavate. Je pa dosti terminološko dostikrat nejasno in neustrezno naslavljanje. In če gledamo konkretno strah pred javnim nastopanjem, kako je opredeljen, gre za vrsto strahu, ki ga občutimo v zvezi z neko točno določeno bodočo situacijo, za katero smo mi precenili, da presega naše sposobnosti. Le ta izgine ali se skoraj popolnoma umili, ko je oseba v dejanski situaciji. Imamo pa dve vrsti tega strahu, eno je adekvaten strah in eno je neadekvaten strah. Adekvaten strah je tisti, da se mi enostavno nismo dovolj pripravili.
In takrat nas je upravičeno strah, da nekaj ne bo šlo v redu, a ne? Neadekvaten strah je pa tisti, kjer smo se mi odlično pripravili, pa nas je še vedno, ko pridemo v neko stanje javne izpostavitve, nas je še vedno strah in nam to nič ne pomaga, tudi če bi se mi še ne vem koliko pripravljali, bi še vedno občutili nastopanje kot veliko grožnjo. Če pogledamo odnos med uspešnostjo nastopanja in stopnjo vzburjenosti, velika večina od vas prepozna tale grafični prikaz Yerkes-Dodsonov zakon, ki prikazuje to, kdaj smo mi najbolj uspešni pri nastopanju. In če mi pogledamo področje fiziološkega vzburjenja, lahko vidimo ta fenomen žarnice, da smo mi najbolj uspešni takrat, ko imamo koliko vzburjenja v sebi. Nekje na sred, in tale krivulja, smo rekli, se sicer premika malo bolj levo pa desno, ampak večinoma velja takrat, ko je sredinska vzburjenost, je največja uspešnost. Ampak razlika je pa med tem, če pogledamo kognitivne simptome, torej tiste moteče misli, ki se pojavljajo, ko mi nastopamo. Kakšen je pa odnos tukaj? Kdaj smo mi najbolj uspešni? Kaj nam tole pove? Enostavno, takrat, ko imamo čim manj miselnih simptomov. In tukaj vidimo, da je dostikrat večji problem so miselni simptomi kot sami telesni simptomi. Naše misli je dostikrat težje obvladati, kot obvladati telo, in vam tudi povem, da tehnike za obvladanje telesa so bolj enostavne kot tehnike za obvladovanje uma. Tako da tole zadevo si je zelo dobro zapomniti. Zakaj imamo strah pred javnim nastopanjem? Česa nas je dejansko strah? Nekaj je tisto, kar smo rekli, da je nekako uskladiščeno v nas, ugrajeno v nas, rečemo, kar je del naše osebnosti. In jasno je, da če je posameznik bolj introverten in manj odprt, da je pogostokrat tako, da lahko doživlja večjo anksioznost. Ni pa to vse, naše izkušnje nas oblikujejo, potem nas oblikujejo okoliščine, v katerih se trenutno nahajamo. Oblikuje nas tudi to, v kakšnem razpoloženju smo ta trenutek. Lahko nas oblikujejo različni moteči dejavniki. Torej, teh razlogov, česa nas je strah pri samem nastopanju in iz česa to izhaja, je kar veliko. In tudi to, kdaj je naš strah utemeljen ali kdaj ne, veste, tako je, če ti vprašaš glasbenika, on vam bo znal zmeraj argumentirati, da je njegov strah utemeljen. Vedno najde, ja, so še deli, kjer bi bil jaz lahko bolj popoln, kjer bi lahko odigral bolj popolno. Tako da tudi, kar se tiče utemeljenosti strahov, imamo tukaj veliko odtenkov med belo in črno barvo. Če pogledamo neke ključne napovednike, ki so povezani z javnim nastopanjem, strahom pred javnim nastopanjem, je samopodoba in samozavest največkrat navajena kot tista, ki napoveduje, kako mene tale zvok moti. Še koga? Ja, veste, jaz kot zvočni tip, pa da pridejo pol takšni dražljaji, bi kar rekla, a date lahko malo tišati tisto. Tako da vidite, tudi taki distraktori, kad pridejo, rečemo, v situaciji, pa si ti lahko še tako odlično pripravljen, lahko zmotijo pozornost. In ko nastopamo, je teh vprašajev kar nekaj. In mi nikoli ne moramo vedeti, kaj vse se lahko pojavi, ko bomo nastopali. Lahko še tako dobro se pripravimo, pa bo prišel en moteči dražljaj, ki bo našo pozornost preusmerjal. Tako da tokrat imamo odlične okoliščine za trening obvladovanja.
Zdaj pa, če pogledamo, na katerih področjih je potrebno, kje občutimo strah pred javnim nastopanjem. 3 ključna področja, ki smo jih že prej omenili in ki jih je treba potem tudi pri strategijah uravnavanja naslavljati, so telesno področje, čustveno področje in miselno področje. In zdaj vas pozivam, kaj je tisto telesno področje, kje vi, ko vas je strah, preden greste na oder, preden se morate v neki situaciji javnega govora izpostaviti, kje najbolj začutite strah? Kar na glas povejte. Trebuh? Še kdo trebuh? Kje pa še kje druge? Še kje druge? Aha, prsni del? Roke, okej. Tako, različni so simptomi, ampak tisti prvi simptom, ki se večinoma pojavi pri večini, je napetost v želodcu. Zaradi tega, ker tukaj je solarni pleksus in je oživčenost velika in ko je nas strah enostavno, nas kar tako malo stisne, kar zakrči se ta predel. In zanimivo je, kako to naslavljajo majhni otroci. Majhni otroci, če jih je strah, pogostokrat rečejo, trebušček me boli. Tako da to so ene take zanimivosti, ki jih tudi v nekem medicinskem okolju pogostokrat se najde, ko otroček enostavno ne ve, da ga je strah, pa bo rekel, ja, trebušček me boli. Tako da to je pogosto, ja, še 10 minut, to je še veliko. Potem dostikrat je povezan tudi s tem prsnim predelom, ker čutimo, da ne moramo zares s polnimi pljuči vdihniti in smo zakrčeni. Tresenje je odvisno od posameznika. Nekateri se zelo tresejo, ko govorijo, drugi nimajo s tem nobenih problemov. Tako da to je že precej individualizirano. Kaj pa mislite zakrčenost v mišičnih delih? Kje je običajno tisti del telesa, ki je zelo zakrčen? Točno tako. Vratno-ramenski predel. In zato je ena zelo enostavna vaja takšna, da kadar preden gremo na oder, kaj zelo pomaga, pa bomo zdajle kar vsi skupaj to probali. Dvignemo rame gor, glavo damo nazaj in držimo takole napeto, držimo kar napeto in sprostimo. In si lahko dovolimo, da naša glava prosto omahne. In še enkrat to ponovimo, še enkrat, napnemo ramena, glavo gor, nazaj, tako da nam je prav neprijetno in sprostimo. Torej, telesna raven, Potem, zdaj bom malo skrajšala zadeve, da bomo lahko vse sprobavali, Če imamo na telesni ravni preveč vznemirjenja, je ena enostavna tehnika ta, da to odvečno napetost spravimo ven iz telesa. Zato vas bom kar zdajle prosila, vsi boste ostali in zelo enostavno vajo naredili, samo stresamo noge tresemo, jaz bom težko zdajle s tem mikrofonom roke tresla, čim bolj stresemo celotno telo, tresemo tudi glavo. Tisti, ki so na drugi strani kamer ali pa da samo poslušajo, lahko vse to sprobajo. In probamo res sprostiti vse odvečno iz telesa. Zdaj se lahko usedete, ker veste, kaj je ena od velikih napak. Ko želimo mi nekako uravnati strah, ki ga imamo v telesu, vedno mislimo, da moramo vstopati v metode sproščanja. In metode sproščanja običajno si predstavljamo, da so to kakšne meditacijske tehnike, dihalne tehnike, ki nas umirijo. Ampak veste, če je tega vznemirjanja preveč, je treba, tako kot če imamo kozarec, ki je prepoln, najprej nekaj odliti stran, da se bomo sploh lahko potem umirili. Potem miselno področje smo rekli, da je precej težko uravnati. Pri miselnem področju je tako, da pogostokrat se poslužujemo tega, da spremenimo, da prestrukturiramo našo negativno misel, ki se pojavlja z nastopanjem. Rečemo, na tistem delu bom naredil napako, to je negativna misel.
Na tistem delu zdaj bom jaz pač dala v glasbenem smislu, bom odigral tako dobro, kot sem se naučil na vadbi. Tako da to je ena izmed tehnik, ki izhaja iz vedensko-kognitivne terapije. Potem ena izmed tehnik, ki je tudi dobra za uravnavanje miselnih simptomov, je stop tehnika. In ko delamo, rečemo, z glasbeniki, je tako, da vsakič, rečemo, ko pridejo do neke moteče misli, si morajo predstavljati, jaz rečem, da si predstavljajo bodisi znak stop, da te misli enostavno najprej zaznajo in nato tudi eliminirajo. Tako da ena izmed teh tehnik, ki deluje na ta način, je tudi tehnika stop. Zdajle bomo pa mi ponovno izprobali eno tehniko, ki je dost enostavna. Zdaj sam ustali boste, malo se bomo tudi premikali. Hodili boste po prostoru. In ko bom rekla stop, se boste zazrli v določeno točko in popolnoma usmerili pozornost v to točko. Tako kot veste, takrat, ko ste zelo utrujeni in se zazrete v eno točko in ne vidite tiste stvari, ki jo gledate, ampak enostavno takrat naš počiva. Tako se boste tudi zdaj zazrli v določeno točko, takrat, ko rečem stop. In zdaj hodite po prostoru, hodimo po prostoru. Stop, se zagledate v eno točko in popolnoma usmerite pogled v to točko, tako da imate glavo prazno, kot da ni nobenih misli in gremo naprej. Stop. In gremo naprej. Stop. In greste nazaj do svojega sedeža. Najbolj znana tehnika za uravnavanje miselnih simptomov je 3-2-1 vak. 3-2-1 zato, ker najprej izberemo 3 vidne dražljaje, 3 vidne dražljaje, potem 2 vidne dražljaje, na koncu en viden dražljaj, potem 3 slušne, 2 slušna, 1 slušni dražljaj, 3 kinestetične, 2 kinestetična, 1 kinestetični dražljaj. To tukaj ne bomo zdajle sprobali, ker imamo premalo časa, rada bi pa še, da preizkušamo eno tehniko, ki je zelo dobra pri uravnavanju čustvenih simptomov, je pa kar intenzivna in če se komu morda začne ob tem vrteti ali se pa nelagodno počuti, prosim, usedite se, ne delati nič v neskladju s svojim telesom. Vstanite, prosim, stali bomo v širini svojih bokov, roke imamo takole pred telesom in tej vaji se reče oblak pozitivne energije. Šli bomo najprej počas, potem hiter in spet počas in ko bomo prišli do konca, se bomo sprostili. Tako da vmes boste imeli misli, joj, kaj nam je tega treba, tega pa res ne bi. Malo se borite s sabo, če gre, ampak ne pa proti sebi. Če se vam začne vrteti, če začnete težko dihati, prosim, poslušajte telo. Bela? Smo pripravljeni? Okay. Vdihujemo najprej čez nos, izdihujemo čez usta, potem, ko bomo šli pa hitrejši tempo, pa ne mislite več o tem, lahko dihate na svoj način, kot vam paše. In gremo. Fantje, odzad tudi. In sledimo tempu.
In zdaj se brez besed usedete na stol in si vzamete trenutek in se vprašate, kaj mi telo sporoča, kako se počutim v tem trenutku. In če pridemo zdaj do sklepnega dela, kaj je tisto, kar je najpomembnejše, če želimo obvladati strah pred javnim nastopanjem. Nisem pisala priprava, zaradi tega, ker je to samo po sebi umevno. Tisto stvar, ki jo želimo predstavljati, jo moramo obvladati, to je samo po sebi umevno. Ampak kar se tiče pa samega strahu, kaj pa s tem narediti? Najpomembnejša stvar in prvi korak, ki je najtežji, ozavesti in sprejmi. Ne vem, če je kdo od vas bral knjigo Radikalno sprejemanje od Tare Brach. Odlična knjiga, ki govori o tem, da dokler mi ne ozavestimo in sprejmemo stvari, tudi tiste, ki nas spravljajo v strah ali v žalost ali v neka negativna razpoloženja, tega ne moramo preseči. In tudi pri strahu je tako, zelo pomembno je, da ne odganjamo stran in ne rečemo, ne, to ne obstaja, ampak rečemo, okej, čutim vznemirjenje, čutim napetost v telesu, čutim gmoto v želodcu, roke se mi tresejo. Sprejmem to. Druga stvar, da mi razvijamo določene veščine učinkovitega spoprijemanja s strahom. Zato takšne tehnike, ki smo jih zdajle zelo na hitro sprobali, pa jih je še malo morje, morajo postati del naše rutine. Rečemo, jaz dihalne tehnike uporabljam vsak večer, preden grem spat. Tako da, ko se je treba sprostiti, je moje telo navajeno, da lahko parkrat naredim določeno dihalno tehniko, pa že dobim signal umiritve v telesu. In potem, ko razvijamo te določene veščine učinkovitega spoprijemanja, ki postanejo del naše priprave na nastopanje, ja, vem, da maham, da moram biti že na koncu, ja, je zelo pomembno, da preizkušamo veščine v praksi. Brez izkušenj ne bo šlo. In veste kaj, tisti, ki so bolj uspešni nastopajoči in imajo več kilometrine, ni ključna razlika v tem, da ne bi čutili strahu. Ključna razlika je ta, da strah ozavestijo, sprejmejo, da imajo razvite veščine in da s tem nekaj naredijo in izkoristijo to vznemirjenje sebi v prid. Zato, preden boste stopili na oder, preden boste mogli se javno izpostaviti, razmislite o tem, kako lahko tisto, kar čutite v telesu, zapeljete v pozitivno smer, da vam bo služilo to vznemirjenje kot izvor za boljšo budnost, pozornost, spominski priklic, zanos in čustvena angažiranost. Ampak druga stvar je pa tudi ta, ne se pripravljati samo na tisto stvar, ki jo želite povedati. Treba je tudi svojo psiho pripraviti na to, da boste kos temu izzivu. To je pa psihološka priprava na ustrezen nastop. Tole je bilo zdajle res zelo hitro, jaz upam, da se vidimo še na kakšni delavnici, kjer bomo imeli več časa za te zadeve, tako da res sem vam eno kapljico v veliko morje spoznanj vrgla, in upam, da se še kje srečamo. Hvala lepa. Super, najlepša hvala. Najprej ena pohvala iz občinstva za zelo lepo projekcijo. No, to projekcijo bom pa kar se zahvalila na glas svoji praktikantki, to je moja praktikantka trenutno ustvarila, psihologinja Klara Erčul. Super. In zdaj pa še na hitro dve vprašanje. Ali je strah pred nastopanjem bolj pogost v nekaterih kulturah? Ja, rečemo, zahodnjaška kultura ima zelo veliko strahu pred javnim izpostavljanjem.
Zdaj, če govorimo rečemo o raziskavah, ki so bile izvedene na področju glasbenega nastopanja, so ugotovili, da tam, ker se bolj ukvarjamo s tem, da bomo mi sami sebe v ospredje postavljali, torej, kjer je ego bolj postavljen v ospredje in kjer se mi bolj primerjamo z ostalimi, tam je več strahu pred nastopanjem. Tiste kulture, ki uporabljajo nastopanje kot nekaj višjega, kot služenje nekemu večjemu namenu, kot rečemo nekaj, s čimer mi želimo zboljšati našo okolico, recimo, a ne. Tiste kulture nimajo problemov z strahom pred nastopanjem. In rečemo, spet, če dam analogijo z področja glasbe, rečemo, gospel pevci, oni se ne soočajo s tem, ali pa rečemo v nekih takih primarnih kulturah, ali indijska kultura, afriška kultura, kjer glasbo uporabljajo kot sredstvo služenja nečemu višjemu ali kot sredstvo ritualov, tam tega sploh ne poznajo. Tako da res je v zahodni družbi, kjer je vse vezano na to, kdo bo boljši, je tega več. Okay, hvala. Zakaj pa menite, da smo v splošnem bolj nagnjeni na negativen vidik javnega nastopanja? Ja, zato, ker nas je strah napak, ne. Mi bi si najrajši, mi bi si želeli, da bi bilo vse popolno, vse brez napak, ampak to ni realno. Življenje je polno odtenkov in če mi od sebe pričakujemo, da bo vse popolno, veste, kaj se zgodi? Če si ti govoriš, ne smem se zmotiti, ne smem se zmotiti, ne smem se zmotiti, kaj se bo zgodilo? Zmotil se boš, seveda, a ne, zaradi tega, ker enostavno ne razmišljaš o tem, kako lahko dam največ od sebe, o tem, kar znam, kar želim prispevati, a ne, ampak ne, to mora biti vse popolno. Popolnosti ni. In ta perfekcionizem, perfekcionistična naravnanost v naši družbi nas bo sesula. Ne gre za to, da se mi ne želimo izboljševati, kot je, rečemo, pri prilagojenem perfekcionizmu. Problem pa je to, da ne glede na to, koliko dobro naredimo, še zmeraj ni dosti dober. A veste, kakšno breme je to? To je nenormalno življenje. Skozi imaš nek pritisk in toliko se potrudiš in daš vse od sebe, ampak pol, kaj za tabo rečeš, ne. Tole ni bilo v redu, tole ni bilo v redu, tole ni bilo v redu. A ne bi malo obrnili to ploščo, pa rekli, lej, tole je bilo v redu, pa tole je bilo v redu, pa to je bilo v redu. Ja, tole imam pa še za izboljšati. A ne, to je tudi ta growth mindset, a ne, odprta, prožna miselnost v slovenščini, ne. No, super, najlepša hvala za predavanje in odgovore. Zdaj še eno darilce. Hvala lepa vsem vam tudi za to, da ste sodelovali. Naslednji predavatelj